Tokrat o tem, da bi morali biti na 90. salonu avtomobilov v Ženevi, pa očitno nismo. Pa o virusu, ki avtomobilsko industrijo tare že več kot eno leto. Pa o tem, da imajo Kitajci že filter za kabine, ki preprečuje koronavirusu vstop v kabino. In o Billyu Idolu, ki je jezen na vse tiste, ki ne ugašajo avtomobilov. Pozdravljeni v avtomobilnosti, tudi v avtomobilnosti o koronavirusu. Ne tako nepričakovano, saj se njegovi negativni učinki ves čas povezujejo z gospodarstvom, katerega izjemno pomemben del pa je seveda tudi avtomobilska industrija v globalnem, v evropskem in tudi v slovenskem vidiku. In kolateralna škoda je dosegla tudi avtomobilnost. Ja, tako bi kot ponavadi, kot vsako leto, prvo marčevsko oddajo začeli, pa se sprehodimo po ženevskem avtomobilskem salonu. No, tokrat nismo prišli niti do izvoza za avtocesto. Ladies and gentlemen, the 90th edition of the International Motor Show will not take place. This comes as a preventive measure in response to the coronavirus epidemic raging in Europe and legitimated by today's Federal Council injunction to cancel any event gathering more than 1,000 people. There are circumstances over which we have no control. We would like to thank the exhibitors who have shown their confidence in us and who have invested heavily in this event. We are convinced that they will understand this decision. The financial consequences of this cancellation will have to be examined and evaluated in the coming weeks. No, niso samo saloni tisti, ki trenutno utrpijo škodo zaradi koronavirusa. Ampak poglejmo z nekoliko širšim objektivom na celotno sliko. Avtomobilska industrija se je pravzaprav s koronavirusom samo še dokončno, kaj ne rečemo, nekoliko hitreje okužila. Ne pozabimo, zgolj v Evropski uniji je v avtomobilski industriji zaposlenih 13,8 milijona ljudi. In še pred nastopom krize povezane z virusom se je zelo dobro vedelo, da se v naslednjih 5 letih napoveduje znižanje delovnih mest za kar 150,000 zaposlenih v tej branži. Tako zaradi novih okoljskih predpisov, elektrifikacije, slabše prodaje, ohlajanja gospodarstva. Zdi se, da je koronavirus tokrat samo ves proces nekoliko pospešila. Pa predvsem ne prezrimo, predvsem na Kitajskem. Dva pomembna vidika bi radi v avtomobilnosti poudarili. Prvič, da avtomobilska industrija že zadnjih 10 let beleži izjemne prirastke. Torej, v nekem trenutku se je nekaj moralo ohladiti in nekoliko zmanjšati. Drugič, da je največji prirastek se zgodil prav na Kitajskem, kjer je iz približno 65 milijonov na leto prodanih avtomobilov v zadnjih 10 letih prišlo do 84 milijonov prodanih avtomobilov. Vsako leto se tam proda po 20 milijonov novih avtomobilov. Padec februarja je bil skoraj 90-odstotni. Nekakšni izhod v sili za Evropo, predvsem nekoliko manj za Ameriko, pa je, da je to prizadelo predvsem kitajske proizvajalce in bistveno manj naše, evropske, kot tudi evropske dobavitelje. Velja pa sicer seveda pregovor, da ko nekdo kihne v Nemčiji ali Franciji, čez 2 meseca zbolimo ne samo v Sloveniji, tudi na Madžarskem, Češkem in Slovaškem, ampak to se zaenkrat še ne dogaja, ker, kot rečeno, vse skupaj ostaja bolj rezervirano za kitajski trg. Če gremo nazaj na ženevski avtomobilski salon, ta bi moral tokrat biti 90-tič, se pravi od začetka prejšnjega stoletja, z vmesnimi pavzami med obema svetovnima vojnama. No, avtomobilski saloni pa so se v zadnjih letih tudi zaradi morda ohlajanja rahlo spreminjali. Nekatere znamke namreč niso več prišle, tako kot je bilo včasih, na vsak avtomobilski salon, bodisi Pariz, Frankfurt ali Ženevo. In zato so se organizatorji odločili, da malo popestrijo obsalonsko dogajanje s tako imenovanim tehnološkim paviljonom, poznanim tudi iz ljubljanskega avtomobilskega salona nekaj let nazaj. Tam bi na trasi dolgi 450 metrov lahko novinarji in pa seveda javnost, kasneje, ko bi se odprla vrata, testirali električne avtomobile. Morda tudi s kakšnimi zametki oziroma asistenčnimi sistemi, ki že nakazujejo na avtonomno vožnjo. No, zdaj bomo rešitev iskali drugje in tako se je avtomobilski salon, nove predstavitve, tudi izbor za avto leta seli na splet.
Posvetimo se torej avtomobilom, ki bi jih v Ženevi potipali in sedli vanje, pa nismo. Začnimo pri Audiju. Premierno so tam pokazali novi A3. Čeprav vse koncernske znamke ponujajo zelo široko paleto karakterno raznolikih različic in lahko kupec praktično pri vsaki znamki najde sebi primerno verzijo, pa so v koncernu vsaki variaciji novega Golfa namenili svojo smer. Golf je recimo najbolj tehno, Seat je najbolj digitalen, Škoda najbolj limuzinska, Audi A3 pa je po eni strani najbolj športen Golf, a hkrati tudi najbolj eko. Ima namreč 89% reciklirane sedeže, iz 45 1,5 litrskih plastenk. To kar kliče po dodatnih vprašanjih in nanje bomo poiskali odgovore na prvi vožnji v začetku aprila. Ampak omenili smo tudi športnost. GTI, GTD, GTE, športnost, torej Golfovo športnost na 3 načine. Lahko gre za GTI-jev dvolitrski turbomotor s 180 kW. Lahko gre za enako močan GTE, ki pa to moč zagotovi s kombinacijo 1,5 litrskega turba in elektromotorja, ki lahko z energijo baterij GTE-ja samostojno premika do 60 km. Ali pa govorimo o 150 kW GTD-ju, torej o športnem dizelskem Golfu. Ja, dizli ostajajo pomemben del Golfove ponudbe. Ladies and gentlemen, the all-new Škoda Octavia RS iV. Our first RS model with plug-in hybrid drive. Ženeva je pokazala tudi novo, najbolj športno Octavio RS. Ta je po novem priključni hibrid, ki pri Čehih sliši na ime IV. In videli smo tudi najbolj športnega Seata Leona, tistega, ki ni več Seat, ampak nosi značko Cupra. Pri čemer seveda ne gre več za posebno različico, ampak kar za model nove avtomobilske znamke. No, Cupra Leon je na voljo v 2 verzijah. Kot hibrid, ki izhaja iz 1,4 litrskega turbomotorja, ali pa kot polnokrvni divjak s kar 230 kW. Leon je v svoji modelski različici ponujal opremo Cupra. Ta je nudila zelo veliko dinamike v vožnji za svojo močjo. Ker je bila zgodba tako zelo uspešna, so inženirji, oblikovalci iz Barcelone verjeli, da je to lahko samostojna znamka in so jo tudi pred 2 letoma osamosvojili. Seat navdihujejo barve Barcelone, njena kreativnost, toplota, emocije. Pri Cupri je pa to samo še nadgrajeno. V bistvu so barve še bolj dizajnersko dodelane, vidimo tudi mat različice, ki jih pri Seatu nikoli še ni bilo. Tako da dejansko govorimo z bolj prefinjenimi kupci, ki bi sicer mogoče celo posegali po premium segmentu. A v resnici Leonovi konjički zgovorno kažejo na zmago klasike nad zamišljeno prihodnostjo. Znamka Cupra je še en dokaz, da kupci avtomobilov vendarle ne sprejemamo prav z lahkoto besede velikih šefov. Namreč še pred leti so ti razlagali, da gre smer mobilnosti nasploh v 2 smeri. Po eni strani v smer mobilnostnih storitev, car sharingu in podobnih, no in za te naj bi skrbel Seat, po drugi strani pa v smer avtomobilov za vozi, zanje naj bi poskrbeli pri Cupri. No, v resnici se je izkazalo, da je Cupra zelo, zelo velik uspeh. Kar na nek način lahko razumemo, zakaj letos o teh trendih ni govoril prav noben Seatov šef. Namreč evidentno je postalo, da si ljudje želimo vozniških Seatov. The Cupra story is more a story about people and his passion. When was decided to start this adventure, the number was not relevant to make this decision. But the passion, the attitude, the spirit. No, to izjavo je seveda treba jemati z rezervo, kajti razmere v današnjem poslu pač ne dopuščajo impulzivnih, intuitivnih odločitev. Verjamemo, da gre pri Cupri za zgodbo poguma in tvegano vztrajanje pri šefih v Wolfsburgu, da ne gre verjeti vsemu, kar napovedujejo analitiki. I know that we are not in the common trend. We have the people that love to drive the car, to feel emotion driving. Our ambition is to have the future owner of the car, younger, that will be able to take emotion when they drive the car. The owner, not the users. We are not alone in the world. A lot of people like us have the same passion.
A čeprav se zdi, da Cupra brez Leona praktično ne more preživeti, pa je tisti prvi pravi Cupra model, ekskluzivni Cupra model Formentor. Poglejmo si ga od blizu. Govorimo torej o prvem ekskluzivnem modelu znamke Cupra, torej modelu, ki ne bo imel osnove pri Seatu. Je SUV, oziroma bolje rečeno CUV, torej kupejevski športni križanec, se pravi dinamičen SUV. Dinamiko je močno čutiti v kabini, kjer je občutek povsem drugačen kot recimo v prijazni Seatovi Ateki. Pogon je vsakič 4-kolesni, motorna ponudba pa je povsem enaka kot pri omenjenem Cupra Leonu. Ampak še enkrat, pri Cupri ni poanta v podatkih, je v značaju avta, filozofiji. CUV-ji so seveda v trendu, saj hkrati ponujajo del SUV-evskih prednosti, hkrati pa to načeloma niso več tako okorni in trdi avti. Ohlajanje navdušenja nad SUV-ji je sicer tik pred Ženevo napovedal tudi prvi mož koncerna Volkswagen Herbert Diess, a pri tem se je nanašal še zlasti na pretirano porabo energije, kakršnekoli že, in narediti SUV ustrezno nizkoogljičen je seveda veliko težje in v resnici nepotrebno, če gre zgolj za komfort. Zato je tudi drugi predstavnik Volkswagenove družine ID, model ID4, v resnici bolj CUV kot pa SUV. Je pa seveda oblikovalsko ukvarjanje z v osnovi neekološko kockastimi oblikami še posebej smotrno, ko govorimo o gospodarskih vozilih. No, in ko govorimo o Cadiju oziroma o avtomobilih, ki so mu podobni, potem aerodinamika oziroma ta opor ni velikokrat predmet pogovora, ampak Caddy je dosegel koeficient 0,3 zračnega opora, kar naj bi v novi različici ponudilo 12% manjšo porabo. No, seveda so svoje doprinesli tudi novi motorji. A nasplošno lahko rečemo, da imajo takšni odstotki v gospodarskem sektorju še posebej veliko težo. Celo tako veliko težo, da so Nemci za podjetja pripravili celo digitalno spremljanje porabe na daljavo in s tem tudi spodbudili tekmo med sodelavci. Je pa Caddy seveda tudi osebno vozilo za večje družine in po novem ne bo imel samo golfove tehnične osnove, ampak tudi golfovo uglajenost. Does that make a difference? And the Tesla with 35 points. Does it make a difference? Let's see. And the winner is? And the winner is... Oh my God. This is... Oh wow, this is the Peugeot. 208 is the winner of the year. Yes, congratulations. 281 points. 281 That's a huge points. score. This is the Peugeot. Wow. And it's obviously electric. Naš novinar Sebastian Plevnjak je član žirije. Svoj nabor točk je porazdelil tako, da je 10 točk prisodil Fordu Pumi, izrednemu malemu CUV-ju, ki poleg vrhunske oblike, tipično Fordovih voznih lastnosti, moderne hibridne tehnike in demokratizacije naprednih asistenčnih sistemov ponuja tudi zares presenetljivo praktičnost. No, Puma bo vsak hip tudi v Sloveniji in seveda tudi v naši oddaji. A vrnimo se k Peugeotu 208. Tega smo že preizkusili po slovenskih cestah in tu je naše mnenje. Novi mali Peugeot na skrajnem robu nosu razkazuje oznako v pisavi, ki spominja na tisto pri nekdanjih, zgodovinskih Peugeotih. Kakšno je sporočilo? No, te retro črke nas odpeljajo v daljno Peugeotovo zgodovino. Sam videz avta pa v spomin prinese nekdanjo 205-ko, malo simpatično, dinamično, ki je še posebej zažigala v verziji GTI. In novi 208 je že v tej osnovni verziji nagrada za mimoidoče. Tako impozantnih avtomobilov pač na trgu ni veliko. Pika. Vizualno navdušenje se nadaljuje v kabini. 3D merilniki so preprosto kul, prav tako mali volanski obroč in retro kovinska stikala na sredinski konzoli.
A je tudi druga plat tega avta. Iz stališča uporabnosti je avto zgolj povprečen. V vseh pogledih dovolj za nezahtevnega, avtomobilski gurmani pa bodo ostali hladni. Ni najbolj prostoren, ni najbolj udoben, motor je bolj grob kot pri tekmecih, manjka celo tista živahnost legendarne 205-ke. Vse je torej kar v redu, oblika pa je celo še veliko več. Kar pa se avtomobilizma in virusa tiče, pa Kitajci ne jamrajo, ampak iščejo rešitve. No, predvsem pa se zdi, da dihajo čistejši zrak, ne ravno čistejši, prav Kitajci čistejšega ne, ampak virusa prostega. Geely, kitajski proizvajalec, ki ima v lasti tudi Volvo, pravi, da je iznašel filter N95, mu pravi, ki kabino popolnoma očistil virusa. In od zdaj naprej se bomo zapirali v avto, če slučajno pride do večjih razsežnosti. Avtokarantena. Ali bodo antikorona filtre že kmalu dobili tudi švedski Volvi, seveda Kitajci ne povedo. So pa Švedi hoteli v Ženevi oznaniti svetu, da dokončno ukinjajo dizelske motorje. S tem se pridružujejo Toyoti. Ta naj bi v Ženevo pripeljala novega malega SUV-ja na Yarisovi osnovi, a ga ni. V Bruslju so se namreč odločili, da bodo v teh novih razmerah premiero premaknili na bolj mirne dneve. No, se pa zato odpeljimo en miren krog s Toyoto visokega razreda, z Lexusom ES-om. Limuzino v pravem pomenu besede. Gre za direktnega naslednika Lexusa GS, enega najbolj dinamičnih in športnih predstavnikov te Toyotine prestižne znamke. No, ES želi biti bolj klasično limuzinski in praktično ni bilo mimoidočih, ki jim ES-ova limuzinska impozantnost ne bi ukradla nekaj trenutkov pozornosti. Mi ocenjujemo, da tu nimamo opravka s klasičnim japonskim dizajnom, ampak z veliko bolj trajno eleganco. Se strinjate? No, ko vstopimo, pa se soočimo z nekaterimi prijemi, ki od kupca zahtevajo ključno odločitev. Za razred F-Sport, kakršna je bila preizkušena, ali pa za ES Luxury. No, mi bi se odločili za Luxury in kot slišimo, se za luksus odloči vsaj 90% kupcev. Odločitev pa je sila preprosta, izhaja pa iz zelo neintuitivnega multimedijskega sistema v F-Sportu. Dražji model ima večji zaslon in možnost uporabe bolj intuitivnega Applovega CarPlaya. Kar se vožnje tiče, pa smo se dolgo časa vozili z mešanimi občutki. Namreč avto v osnovnem načinu Eco in Normal deluje nekoliko anemično, dolgočasno, daleč od tistega, kar nas je navduševalo v nekdanjem GS-u. Tudi program Sport ni bistveno bolj dinamičen. Nam pa je športni program Sport Plus odkril tisto pravo plat ES-a. Bolj čuteč volan, odzivnejšo stopalko za plin in v celem bolj vozniški značaj, a brez skrbi. Ne za razliko od nemškega tekmeca, enako poimenovani način ne pomeni podivjanosti, zgolj tisto, kar v resnici ugaja bolj živemu vozniku. No, če je ES lahko tudi vozniški, pa je z ureditvijo kabine tudi zelo potniški. Prostora v zadnjih foteljih je enormno, s tem pa je daleč v vrhu razreda. Ostajamo pri virusih. In na kitajskem in na korejskem trgu, kjer je virus kopiranja avtomobilskih oblik, še posebej tistih, ki se dobro prodajajo, že dolgo močno zakoreninjen. No, pa ne vem, če samo na njihovih trgih, ampak poglejte, a se vam zdi tale maska Hyundai i30 kaj podobna maski Focusa? In a se vam zdi maska Focusa kaj podobna? Tiste je pri Aston Martinu mogoče, ne vem. Ampak to ne šteje, ker je znotraj česa že? Evropske unije, ne, če si želel reči. Brexit je tole vse zakompliciral. Ampak poglejmo pa zdaj, oziroma v naslednjih minutah, kako izgleda še ena novost Hyundai i20. No,
i20 je vsekakor manj skopiran, a tudi ta kaže Hyundaiovo tendenco, da dela dinamične avte. Še bolj pa to potencira atraktivna električna študija, ki seveda gleda daleč v prihodnost. No, seveda je nauk zgodbe, da je nekdanja diferenciacija korejskih znamk šla dokončno po gobe. Niso več samo Kie športnega videza, pa tudi niso več samo Hyundai tisti, ki družinam nudijo vrhunsko udobje. Samo poglejte novega Sorenta. To je že pravi ameriški potovalnik. V Ženevi bi si ogledali tudi več električnih malčkov, pravzaprav logične in pričakovane verzije. Zelo logično je seveda, da bi Twingo slej ko prej postal električen. Renault pač že ima električno tehniko in znanje, sploh pa partnerja, ki se je bencinskim verzijam že v celoti odpovedal. Prenovljeni Smart, torej Twingo dvojček, je namreč samo še električen. V električno dobo avtomobilizma pa vstopa tudi Renaultova nizkocenovna znamka Dacia. To, kar gledate, pravijo, da je zelo podobno serijskemu nizkocenovnemu električnemu avtu. Je pa Renault elektrificiral tudi Megana in Capturja s tehniko hibridnega menjalnika, ki je v bistvu civilizirana verzija menjalnika Renaultovega bolida Formule 1. Seveda je ta menjalnik glavna Renaultova tehnična mojstrovina tega leta. O njej bomo zagotovo še veliko govorili. Izključno hibridni pa je tudi novi Jazz, eden zadnjih malih enoprostorcev. Pred časom smo ga nekako že odpisali, ker v Evropi pač takšnih avtomobilov menda ne maramo več. A v resnici ni nikoli odšel. Bi pa utegnil, zdaj ko je dobil SUV-ovsko šminko, morda spet nekoliko opozoriti nase. Še en malček, ki je pričakovano dobil električni motor, pa je Fiat 500. Seveda pred leti je ta že obstajal, a vmes so se razmerja povsem spremenila. In Italijani so se seveda prilagodili. Ne prilagajajo pa se z Alfo. Natančno vedo, kaj je tisto, kar hočejo pravi alfisti. In to je hrup, moč, surovost, brezkompromisnost. Hočejo tisto, kar so nekoč že imeli. Giulio GTA, po naše stroj, ki bo iz severne Italije odpihnil korono. Mercedes-Benz nadaljuje razvoj v že znanih smereh nove mobilnosti. A drugega ekskluzivno električnega modela Mercedesa EQA-ja v Ženevo niso niti nameravali pripeljati, ampak zgolj pokazati posnetke s testiranja na skrajnem severu. Verjetno zato, da bi lahko bolj zasijal prenovljeni E in morda še bolj novi GLA, torej bolj avanturistični A oziroma kupejevski GLB. No, mi smo se med branjem sporočila za javnost ustavili ob sila preprosti noviteti, za katero nam ni jasno, da si je ni že prej kdo izmislil. Approaching a car wash, MBUX fully prepares your GLA at the push of just one button. It closes the sunroof and windows, it starts the air recirculation, switches on the front camera, folds the rear view mirrors, and deactivates all relevant sensors for parking distance or rain. Ne glede na to, da nismo v Ženevi, pa smo se pripravili, da bomo v Ženevi govorili tudi o avtomobilih, ki jih še na ženevskem salonu sploh ni. In smo hoteli pogledati skupaj z vami v prihodnost prihodnosti. In napovedati električne avtomobile, ki bodo v naslednjih 5 letih postajali vedno bolj funkcionalni. Ja, če so zdaj recimo nekateri športni avtomobili tisti, ki zelo veliko stavijo na športnost, električni avtomobili ponujajo boljše pospeške, že tisti običajni so kar hitri, ko je treba speljati z mesta, pa to pomeni določen davek, vsaj kar se porabe gum tiče. No, pa tudi energije. In energije. In tu so, no, Greta ne bi bila zadovoljna, ampak zadovoljni oziroma uspelo jim je pri Goodyearu razviti pnevmatiko, ki poskrbi, da se te lamele oziroma plasti ne trgajo in ne cefrajo pri malo bolj velikih pospeških in tudi težjih avtomobilih, kar elektrika pravzaprav prinaša. Še posebej inovativna pa je pnevmatika, ki odpravlja menjavo gum. Res je, nismo jo uspeli potipati, idejo smo namreč preučili z varne razdalje, direktno iz Luksemburga. New is about a tread band, so a tread surface, the part which is touching the road, which is renewable and made of the fact that you have a small capsule and you have to imagine making a small joke that you take like an espresso machine and you want to recharge your coffee. So you put a capsule inside of the center of the hub of the tire and that capsule is put under pressure and then you have
a liquid polymer which is diffusing to small tubes. And let's say, obviously, the thread band will wear over time, and the liquid is in fact solidifying thanks to contact with oxygen and the external world. So the thinner, let's say, that layer of thread which you have on the top of the tire and which is touching the road is, let's say, the more you have being renewable, and linked to that renewable element, because you have to imagine that when we do nowadays a tire, it's a summer tire or winter tire or no season tire, it has the same thread compound for all usage across Europe, whether you live in a campaign or if you live in a city, whether you live in Slovenia or in center of Paris. But the road conditions, the way you will use the tire can be completely different. And if we think about the vehicles of tomorrow, the artificial intelligence which is available from the vehicle but also in the tire, we can then tailor the blend of material that you would have. If you think about, so no maintenance about tire pressure, but also no need to change the tire back and forth for winter and summer. You just need to change the capsule, or when you need to reload because let's say you don't have any more material into the tire, 100% of environment will solidify. But those capsules obviously are first automatically, and then you can recharge them, so send them back and receive them. Pa vas zanima, iz katerih materialov so zgrajene današnje gume? Učne minute vam ponujamo na MMC-ju in na našem YouTube kanalu. Kakorkoli, naj zaključimo ta naš ženevski virtualni sprehod z vročo novico, da je znano, katero veliko sejmišče bo nasledilo legendarni frankfurtski salon avtomobilov, ki je lansko jesen zaključil svojo zgodbo. No, prihodnji nemški bienalni avtomobilski salon bo v nam bližjem Münchnu, a Bavarce čaka težka naloga. Vsaj za avtomobilsko industrijo lahko torej rečemo, da je koronavirus zgolj pospešil dogodke, ki so se morali zgoditi. Ali lahko kakšno drzno napoved rečemo tudi za avtomobilske salone, za katere že nekaj let govorimo, da morajo najti drugačno pot do medijev in do obiskovalcev? Ženevski salon jo je zdaj s koronavirusom kar moral najti sam po sebi. Ja, in išče rešitve tudi s tem, da je veliko novosti in veliko predstavitev, ki bi morali biti na salonu, zaromalo na splet. Bo treba pa na rtvslo.si poševnica avtomobilnost ali pa nas spremljajte na Twitterju, Facebooku in pa Instagramu. Se vidimo. Pa še to. Pop-punker Billy Idol v New Yorku protestira proti neugašanju motorjev ob mirovanju. Pravi, če ne voziš ugasni motor, bi nas rad vse zadušil. Naj spomnimo, v Sloveniji imamo lahko po zakonu ob mirovanju motor prižgan največ 3 minute.